midva sva se spoznala in poročila v Argentini. Najina starša, oba starša, njena in moja, sta rojena še v Sloveniji, ampak sta prišla v Argentino oba kot otroka. In sicer kar precej, po moji strani, vsaj kar po precej različnih poteh, ne. Moj oče Miha je prišel z družino, z očetom Albinom, ki je bil že bolan. Takrat on je bil izšel iz Slovenije z to glavno pot domobrancev čez Vetrin. Ni bil vrnen zato, ker je bil preveč bolan, je bil na koncu spiska, seznama. In to ga je rešilo, da ga niso vrnili nazaj v Jugoslavijo. Sicer on ni bil vojak, ni prijel za orožje, ne? Ampak je bil pa na spisku, na seznamu za vrniti. In to se pa družina mojega očeta Gasari so se potlej ostali v Avstriji, v Vetrinju, v špitalu in so prišli leta, mislim, 1948 v Argentino. Po moji mamini strani, družina Savelj, je bila pač iz druga zgodba, ki je orisana v knjigi, ki je tukaj ušla v študijskem centru. Pač je bil, on je sam bežal leta 1945, on je prišel do Italije, to se pravi, ni bil nik vrnjen, ampak je potlej bil v raznih taboriščih v Italiji. Leta 1948 je tudi z ladjo prišel v Buenos Aires, ampak sam, brez družine. Družina se mu je pridružila šele leta 1954, to je moja mama, to se pravi, ko so jim dali sploh dovoljenje in potni list, pravzaprav, da so lahko odšli iz takratne Jugoslavije. In se pravi, dnes smo že druga ali celo tretja generacija argentinskih Slovencev. Midva sva se spoznala v slovenski skupnosti, so se tudi poročila, so tudi imeli otroke v Argentini in šele precej let kasneje sva se odločila, da bi prišla, kot pravite, nazaj v Slovenijo. Po moji očetovi strani pa približno podobno kot pri Gasarjevih, ki so tudi iz krajina. In so šli tudi preko Avstrije, oni so zelo trpeli. Moj oče je vedno pravil, on se je spomnil, kako je bil najmlajši brat Tone, ta duhovnik, ki mi je takrat 4-5 let, majčken otrok, je bil vedno lačen, pa je jokal, so si mu hranili ta konc kruha. On ima res take hude spomine, težke spomine. Oče ni hotel sploh govoriti o vojni. Samo rekel, to pa ne mi govoriti, začel kar jokati, zamenil temo. Veliko ne vemo o tem, o tej dobi. Po Lesarjevi strani, po mamini strani, pa je bila malo drugačna zgodba. Oni so šli po taboriščah po Italiji. Mama je imela najlepša leta takrat, je bila najstnica in se je spomnila, kako so se šolali vsak dan, samo sonce, sadje, Italijanke, bambini so jim dajali sadje, zelenjave, polno stvari so dobivali skozi, samo veselje. Mama ni to doživela, je prej trpela pod Nemcem. Takrat, ko je šla iz Ribnice, ko mu je en vojak edino punčko, ki je imela v rokah, utrgal iz rok pa razbil na potlehta tiste punčke, ki so imeli takrat iz porcelana. Je imela edino punčko, ki je vzela s sabo. Mama je imela zelo žalosten spomin iz Slovenije, ampak ne iz Italije. In ona takrat se spomni, ker po šoli so imeli več ur, ker so hodili po morju plavati, so bili najstniki skupaj, je več knjig o tem, slik. In mama je imela vedno dobre stike z vso to skupino. Zadnja leta, pri 90 letih, so se še dobivali v Argentini, ta skupina, te najstniki. In krasno, ena sestra jo je peljala k njim. In dobro, to je to. To se pravi, vidva sta bila rojena v Argentini. Kako pa je potekalo življenje v vajnih družinah? Ste se pogovarjali v slovenskem jeziku, v španskem? V mojem primeru v slovenskem, to se pravi, vsa moja družina, kako bi šel v mojem primeru še najbolj, zato ker kot prvi otrok, moja mama je še prvih 5 let še hodila v službo. Mene je pravzaprav vzgojila moja stara mama in stari oče, njen mož. Smo skupaj živeli takrat in posebej moja stara mama, ki je prišla kasneje v Argentino, šele leta 1954,
se ni preveč navadila, ni hotela govoriti špansko. Prav zanalaš nekaj tazga in na neki upor se ni hotela preveč učiti in zato se je z mano pogovarjala izključno v slovenščini in zato mislim, da je slovenščina moj prva materinščina. Imam dve, špansko gotovo smo se tudi naučili, ampak ne moram reči, da je moja materinščina, ker če se prav spominjam, sem šele gladko začel špansko govoriti, ko sem šel v otroški vrtec. Prej, sosedov, s katerimi se bi igral, nisem imel televizije za otroke, tudi ni bilo in pač doma si govorili slovensko. Koliko si je bilo v družini otrok? 3 otroki, imam 2 brata, oba sta mlajša. Eden je 5 let mlajši, drugi je pa 15 let mlajši. In ta 15 let mlajši se je tudi zdaj vrnil v Slovenijo z mamo. V mojem slučaju pa malo drugačno, ker nas je 8 doma. Ta prvih 5 so se tako bolj po slovensko menili med sabo. In takrat, ko sem se jaz rodila, mama je imela pomočnico, eno mlado dekle doma, ki je govorila samo špansko. In takrat, ko sem se jaz rodila, sem bila skozi pri njej. Moj prvi jezik je španščina. Jaz še mislim, govorim vse v španščini. In zanimivo je, ker starejši bratje so začeli hoditi na tečaje v slovensko šolo, pol zaradi različnih razlogov, oče se je selil 800 kilometrov, pol niso se več šolali. Med drugimi stvarmi, tudi oče ni hotel kaj dosti potegniti za slovenstvo. Oče se je enkrat postavil na sedi na noge in rekel, zdaj ste vsi Argentinci in bomo špansko govorili. In od takrat naprej je bilo manj slovenščine doma, ampak oni starejši so še stalno govorili slovensko, jaz pa ne toliko. In se spomnim, kot otrok sem imela 4-5 let, sem pri starejših bratov, včasih Anica Šemrov, ena stara vzgojiteljica, jih učiti slovenščine, ta prva leta. In jaz sem tiste zvezke gledala, pa gledala te črke, pa č, pa to je bilo zame čarovnija. In ker sploh nisem vedela za to, in sem hotela, da mi naučijo, kako je to, ampak mama ni imela časa, vedno je bilo nekaj, je bilo težko takrat. In so bile tudi težke dobe, nekateri mislijo, da so šli v Argentino s križarjenjem na potovanje. In to je bila taka kriza, je bilo težko, so bili težki momenti. Ne govorijo o tem, te krize. In vmes je bilo tudi ekonomskih kriz, včasih je bilo dobro, včasih so bili slabi momenti. Mi smo vsi pomagali doma, jaz sem bila že mlad otrok in moja mama pravi, eno kartico, ki boste vi imeli zdaj, ki je ona pisala v taborišče, kako se pletejo ene zvezdice med prijateljicami in te zvezdice moja mama skozi pletla doma, do 90. leta. In jaz se spomnim, včasih je bila kriza doma in jaz sem hodila prodajati tiste zvezdice. Mama mi jih je 10 pripravila, jaz sem imela 10-12 let. Pa je bilo težko to, jaz vem, jaz sem njo videla, kako se je ona matrala, preš hladilnik in ni toliko za jesti, ali je bel hladilnik, prazen. In jaz sem šla to prodajati za njo, pa spet pa šla z nekaj denarjem. Včasih so bili taki momenti, včasih je oče imel spet boljše delo in on je bil samostojen in je bil profesionalc, ampak so bila obdobja težka in obdobja dobra. Mi smo bolj po špansko se menili, starejši brat je bolj po slovensko in tako je šlo. In ko je oče zbolel, takrat, ko sem imela 16 let, jaz sem po tistem hmalo šla od doma, ki sem delala in že šla naprej. Moja 2 brata, najmlajša brata, sta imela priliko, da sta bila spet kot 2 sinova, ki sta bili edina 2 doma z mamo pa z očetom. In oče je imel drugo dobo, ker je bil že imel možgansko kap, pol je bil miren, ni mogel hoditi, je več časa govoril z njima. Ona 2 tudi imata drugo zgodbo. In vesta stvari, zdaj z njim se pogovarjam in ona 2 vesta veliko stvari, ki jaz ne vem. Pol jaz sem bila glih tam vmes, ampak to nikoli nismo čutili sovraštvo za Slovenijo, ne oče, ne stari oče, samo ljubezen do zemlje, do ljudi. To.
Oba sta bila vključena v slovensko skupnost, oziroma vajni družini so bili del slovenske skupnosti? Ja, mislim, da dve stvari bi ga tudi tem povedal. Prvo, da malo precej različne zgodbe. Ampak dejstvo, da je moja stara mama prišla še leta 54, je imela to srečo zraven, da je prišla z ladjo že v boljšem položaju. In moj stari oče je bil takrat zaposlen v enem podjetju v Buenos Airesu, kjer je lastnik bil madžarski Jud, ki je prišel iz Evrope v Buenos Aires, ampak njemu so premoženje vrnili in potli, takrat leta 54, je on cel kontejner naročil, da bi svoje stvari pripeljali iz Evrope v Buenos Aires in potem moja stara mama pa še svoje stvari zraven dala. In kar je bilo ključno tam, da je celotno knjižnico od mojega starega očeta so pripeljali v Buenos Aires, kar v tistih povojnih skupnosti ni bilo bolj redko, da so imeli kakšne knjige, ampak da celo knjižnico, več tisoč izvodov, večina od Slovenčeve te knjižnice, pa do res celotno, ne vem, Prešerence, Trdine, vse te izdaje do leta 54, ne, so bile zadnje. In to sem jaz doma prebidel, zato ker so bil boljši kakega zdravja nekaj časa in me je stari oče navadil k branju. In sem bral slovenske knjige večinoma, tudi ne to, kot argentinske, ni bilo treba kupovati, ker sem imel tisto celo knjižnico. In del tega je, to bi povedal, zato se jim je tudi Slovenija znana zdela, čeprav še nisem obiskal, ne vem, kako bi to boljše razložil, ampak zdaj, ko gledamo tele ameriške filme, ne, pa se večinoma stvari dogajajo v New Yorku, naprimer. Ne, ti si videl že toliko filma v New Yorku, ko prvič obiščeš New York, že veš, ta je Grand Central Station, to je Empire Building, to je Manhattan, to je Bronx, zato ker si že videl v filmih. Meni se je Slovenijo in nasplošno z Ljubljano čisto isto dogajalo, ko sem že obiskal prvič in potem se nastanil, sem že vedel, kje je semenišče, zato ker sem bral Mlakarjeve spomine, sem vedel, kje je Gradaščica, ker se spomnim eno novelo Fantu so zrasle ušesa od Seliška, mislim, da je pisal. In vse te detajle sem imel že nekako privzgojene. In v moji družini gotovo so bili vsi vpeti, močno vpeti v kulturni del in tudi organizacijski del slovenske povojne skupnosti v Argentini. Stari oče je dirigiral Galus, je bil tudi odbornik vseh mogočih stvareh, profesor na srednješolskem tečaju, ampak glavno skozi Galusa, takrat, ko smo bili še jaz bolj majhen in ni bilo nobenega, da bi varuške, rekel, so mene samo vlačili okrog, bom tako povedal, ne, ker moja mama je igrala na orgle, moj oče je pel pri zboru, stara mama pa stari oče dirigiral, stara mama je še zraven in pač jaz sem šel zraven in to je bilo meni tako rekoč to že v zibelko položeno, ni bilo nobene alternative, to je bil moje življenje že od začetka. Mama je potlej poleg Galusa imela še druge zbore, komorni zbor, slovenske mladenke in je še ogromno teh prireditev, šolskih prireditev. Ona organizirala spevoigre, pevske prizore. Moj oče je pa po drugi strani bil pa precej režiser. Malo se je šolal pri Salezijancih, ampak je bil tako amaterski igralec in režiser in on je zmeraj predsedoval pri raznih igrah, prireditvah, akademijah, kot recitator, kot igralec, kot dirigent, kot režiser, kakor se je dalo. In vse to smo otroci spadali nekako noter, brez da bi hoteli, brez da bi imeli kakšno odločitev pri tem. Gotovo pa, ko prideš v najstniška leta, v študentska leta, kakšni smo več sledili temu drugim, pač vsak po svojih nagnjenih, ampak smo bili res vpeti, kot družina smo bili vpeti v ta kulturno obdejstvovanje in tudi to, dobro, vse kar zraven pride, socialno življenje, druženje, šport, kar je spadalo k tem aktivnostem slovenske skupnosti v Argentini. Pa pri vas? Čisto obratno. Mi pa nismo bili kaj dosti vključeni
Za maj smo šli v Lukan, to vedno. In jaz se spominjam, poslušala sem te pesmi, nore pesmi, ne, so vsi imeli solzne oči, starejši osebe, same gubaste osebe, žalostne, solzne oči, tako močno so peli, tako lepo. Te melodije danes ne gre za jok. Tako ponosna sem bila, da sem bila del tega. In vedno sem mislila, če bom kdaj lahko jaz kaj zraven prišla bom. In pol, ko sem začela imeti 12 let, 13 let, ko sem začela sama hoditi, pa kolesariti, sem pol šla do slovenske pristave, do prireditve, kadarkoli sem mogla, sem se izmuznila, ne, kam pa greš že spet, ne, pa sem šla. In ker se nisem šolala, nisem bila del njegove skupine, bi morala se skupaj učiti. Hvala Bogu. Nisem ne bila dobra učenka. Veliko razlike, no, dobro bi bilo. Mi ni prej poznal, hvala Bogu. Ampak jaz sem skušala se priklopiti tej skupini, saj smo bili skupaj, so me sprejeli. Edino nisem šla na to potovanje, na gimnaziji, ki končujejo gimnazijo. In sem bila vedno lepo sprejeta, pa sem šla na folklorne skupine, na pevske zbore, kakor se le mogla. Pri odbojki sem se vključila, čeprav nisem nikoli igrala, nisem bila dobra, ampak tam sem bila v timu. In to sem vedno bila tako zraven, se hotela zraven prijeti. In se spomnim, pri starem očitu, ker smo šli enkrat na teden k njemu, vsak je šel od vnukov tako posamezno. Smo šli eden ali pa dva skupaj, tako sta stari oče in stara mama želela, da ne bi prišli vsi skupaj. Včasih vsi, cela tropa. Ampak smo šli po eden ali po dva, petek, soboto, v nedeljo so nas prišli iskat in smo imeli priliko osebnega časa s starim staršem. Ta dva lesarjeva pa sta bila zelo ponosna na Slovenijo, brala, stara mama je pela, nam je pela, barčica po morju, še danes, ne, imaš te zvoke v ušesih. In to je vplivalo tudi na to, da sem pol se odločila, da pridemo sem, ne. To občutek, da nekam pripadam, ne. In ker smo prvič sem prišli, sem čutila, tukaj bi morala stalno biti, ne, že prej, že skozi. In jaz sem se čutila del tega, del Slovenije, osebno. Noro, ker nisem pravilno govorila, nisem bila vključena, velike minuse, ampak morda glih zaradi tega, ne? Ker nisem bila izpostavljena na drugih idejah, sem si sama to predstavljala, kakor sem si želela. In ta svoboda, to mi je tudi všeč, mi kar paše, ne? To je veselje. Zanimivo, sem jaz prišel do istega zaključka, ampak po čist drugi poti tudi, to se pravi. Ko sva se midva spoznala, smo bili v študentskih letih še. Jaz sem končeval, sem bil že v 5. letniku moje 6-letne univerzitetne izobrazbe. In v tistih časih sem se zelo oddalil od skupnosti, pač zato, ker sem študiral 50 km ven iz Buenos Airesa. In sem bil praktično v tistem drugem mestu Lujan, to je Jana omenila, kot Marino svetišče, ima tudi svojo univerzo. In jaz sem tam študiral na tej univerzi. In jaz sem se vozil iz Lujana v Buenos Aires vsak dan, jaz sem pa to 4 leta pa pol, sem pa v študentskem stanovanju tudi tam bil od ponedeljka do sobote in pač potem ni bilo fizičnega časa, da bi še kaj delal v slovenski skupnosti, da se precej oddaljil. Ampak potem zadnje leto so me izvolili za predsednika Slovenske fantovske zveze in potem sem se moral spet nekaj in tam so se zbližala in kar hitro poročila. Potem pa spet, ko se človek dobro začenjaš ustvarjati dom, družino, se to te spet časa zmanjka, ne? In niso bila spet toliko vpeta v slovensko skupnost, kot bi želela, na primer, ne? In so se poročila ravno v istem letu, ki je bila tukaj osamosvojitev, ne? In ravno takrat, ki je bil zbor mojega starega očeta na turneji Galusovi po Sloveniji, sva bila na medenih tednih, to se pravi. Na tistem potovanju, ki je bil najbrž vrhunec kariere mojega starega očeta in zbora Galusa, mene ni bilo zraven, smo bili že čist spet na eni drugi poti. Ampak drugače smo bili s to družino mojega starega očeta, po mamini strani Saveljevi, precej v skupnosti starega očeta po
očetovi strani ga se ga nisem poznal, on je prej umrl še. Pa malo po prihodu v Argentino že, mojo staro mamo še se spoznal, ampak je umrla, da sem imel enih 5 let, ne vem, se ne spomnim točno, ampak ko sem bil še majhen otrok, da sploh imam zelo malo spominov na njo. In se je pa zgodilo, da sva hotela, se pravi, čeprav nisem bila tako veliko zahajala v slovensko skupnost, toliko so še, da so naj otroka hodila v slovensko šolo, ne, v sobotno slovensko šolo na Pristavi in bila kakšna posebna prireditev, so se včasih hotela udeležiti, ampak kar naj je spodbudilo, bi rekel, začelo dozorevati je to, da smo se odločili leta 2005, da smo prišli na počitnice tukaj. Namreč jaz imam eno teto, ki živi že leta in leta v Ljubljani, ona je tudi šla z mojo mamo v Argentino, ampak se je potlej spet poročila in preselila nazaj v Slovenijo, ker sem bil jaz še tudi 10 let star, nekaj takega. Zdaj pa smo imeli redne stike s Slovenijo preko moje tete in družine in leta 2005 smo se odločili, da bomo enkrat prišli na počitnice. In ona še ni bila ne v Sloveniji in otroka še nista bila v Sloveniji in smo potlej prišli. Za vas pa to ni bilo prvič, ko ste prišli? Ne, jaz sem šel enkrat s staro mamo, ko sem bil spet otrok, 9 let star, to se pravi, da tudi nimam veliko spominov, še to, kar imam, je bilo otroško, ne. Ampak to drugo potovanje moje, njeno prvo, so se pa moja tata se je zelo potrudila in dobila eno stanovanje za naju v Šiški, ki je bilo, ki se nam posodili. In se je peljala po celi Sloveniji gor in dol. Vse, kar kdor prvič pride v Slovenijo, mu je treba pokazati, ne, Bled, Bohinj, Trilavski park, čez Vršič, pa Predjamski grad in Postojnsko jamo in gradove 3-4, še Ljubljano gotovo smo oblezli kar precej in se je zgodilo, da, kar je za naju bilo nekaj, kako bi rekel, da mi je se posvetila tista ideja ali luč je bilo, da ko smo se vračali, smo sedeli na avionu, mislim, da iz Rima v Buenos Aires, in ona me zmeraj navadila vprašati otroka, kaj je bilo najbolj všeč, tako da si zapomnita. In smo se pogovarjali na tem avionu in hčerika, ki je bila še majhna, je bila bolj tako gradovi, sneg, ki so nekaj prvkrat videli, te stvari. Moj sin se je pa tako nekam premišljuje in je rekel Ljubljana. In stanovanje je bilo sicer lepo, ampak nam rekel, da je bilo glih na najlepšem kraju Ljubljane, tam v tistih stolpnicah za Mercatorjem v Šiški. Hočem reči, mi v Buenos Airesu smo imeli 10-krat večje hišo z vrtom in na najlepših predelih Velika Buenos Airesa sem Isidro. Na takšen Hollywood Buenos Aireški, nekaj drugega, zelo lepo predmestje. In tukaj smo imeli tako vreme, tudi bolj aprilsko. In nam je prav začudilo, kako je to, da mi toliko všeč Ljubljana. In smo ga vprašali, zakaj, in je rekel, zato, ker otroci moje starosti lahko sami hodijo po cesti. In potlej je pravil, da je videl druge otroke, ki so imeli ki so rolkali po cesti, ali so imeli te rolke, ki se lahko snamejo, ne, in so prirolkali do avtobusne postaje, si snedli na ramo in šli na avtobus in dol. To se pravi, tega on ni imel v Buenos Airesu, ne, to se pravi, to iz enega je bilo neki čist en drugi svet. In še takrat smo spoznali, da je takrat življenje v Ljubljani danes tako, kot je bilo, ko smo bila midva mlada v Buenos Airesu. Kar se tiče varnosti, kar se tiče posebej še varnosti na cesti, da si lahko hodil in nasplošno tako imel, da si se lahko igral na cesti, fuzbal špilil, to se pravi. Jaz se še spomnim, da sem to lahko, moji sinovi, sin hčer, kar nista imela tega možnosti, ne, ker so se zadeve, nasplošno varnost in še posebej varnost na cestah,
osebna varnost, hočem reči, se je tako zelo močno poslabšala v Argentini. In sicer so imeli že včasih kakšne pogovore, če bi se preselili tudi zaradi najnega posla, ampak smo imeli odprte smeri bolj drugam, ali v Uruguay, ali v Ameriko, ampak tista Amerika, kako bi rekel, večkrat, čim več sem je obiskal, manj se mi je zdelo. Mi se mi je zgubljal tiste. Pa rekla bova Američana, oba, ne? Čez nekaj let pa ni bilo to. Ampak dobro, ta situacija v Argentini se slabšala iz leta in v leto in smo pa prišli do ene točke, ko smo začeli resno premišljati, če bi izbrali Slovenijo, ne? In smo tam videli dve stvari. Prvič, da če si državljan, že imaš veliko prednost, ne? In da so vsa družina že imela slovensko državljanstvo, je tudi precej enih, ne samo sorodnikov, ampak tudi drugih argentinskih Slovencev, ki so se preselili že leta in leta. Kakšni so bili že v leta 2000, kakšni že celo odprej, od 90-ih letih. In vse te ljudi so mi poznali in so se z njimi stopili v stik in oni so nam pomagali, mogoče ne, da bi se odločili, ampak da bi lažje izpeljali vso to zadevo. Vse te težave, ki ste jih v začetku omenili. Smo imeli veliko srečo, da smo lahko se na nje obrnili in tudi, da smo lahko planificirali počas, s časom. Ampak ni bilo potrebno, da sva se vključila 100%. Čeprav da včasih iz Argentine sprašujejo, če se dobivamo z Argentinci, v Sloveniji. In ne, nima smisla toliko, razumete, ne potrebujemo, ker smo se tako fajn vključili. Sosedski, kjerkoli sva bila, ne? In mi dva nisva potrebovala argentinsko skupnost tukaj, tako osebno. Morda tudi, ker sva bolj samostojna, ne? Ni normalen primer. Ja, tako. Sva se vključila takoj. In kako sta otroka gledala na vajno odločitev? Sta komentirala, ona dva zdaj živita v Argentini? Ne, hčerka je tukaj v Sloveniji. Tako. Moj sin se je pa poročil v Slovaško. To se pravi, na Slovaško se je preselil zaradi poroka. Tako. Samo anekdota, ko smo prišli v Slovenijo, sin je bil že v drugem letu srednje šole in je bil vpisan v gimnazijo Želimlje. To pa zato, ker tudi v Buenos Airesu sta oba obiskovala salezijanske šole. Ves čas, moj oče je bivši salezijanc, ona ima strica salezijanca. Smo imeli tako nekako vpet v salezijansko skupnost in je bilo tako lažje začeti in smo po zaključku izbrali gimnazijo Želimlje za sina in šele potem iskali hišo. Glede tega samo moram reči, da mogoče glavne zapreke težave, vse to. Smo jih znali prej pripraviti otroke. Ona sta videla Slovenijo bolj kot začetku kot avanturo. To je bilo tudi nekaj, kar smo se dogovorili v družini, še predno smo začeli s pripravami, je, da imate nekako poskusno dobo eno akademsko leto. Zato tudi, ko smo se preselili, smo najeli hišo, nismo kupili hiše. Pač zato, da smo si pustili odprte možnosti. In otroka sta bila tista, ki sta odločila, da se nočeta vrniti v Argentino. Potem, ki je bilo eno celo akademsko leto skozi, smo se spet sestali. Sin je bil bolj za in hčerka bolj za ne. In danes, sina ni tukaj na Slovaškem in hčerka je tukaj, ampak ona se ne bi vrnila zdaj. Čeprav na začetku je bolj stala, ona je takrat je bila mlada, imela celo klapo sestričen, jih je bilo 10 skupaj, ona je bolj spremenila to okolje, in je dobila prijateljce tukaj, drugače, ki je zelo socialna. Malo je to spremenila, ni bilo lahko, ker ni lahko, nobena selitev ni lahka, ampak tudi, če nič ne narediš, tudi ni lahko. Če si v mirovanju, pa se nič ne dogaja, tudi ne. Govorila pa sta slovensko? Toliko pogovorno slovenščino, da sta se lahko sporazumevala. In to je tudi ključna
težava, mislim tudi, če bo kdo drug kdaj o tem premišljal, je, da čeprav govoriš slovensko, še tako, da se razumeš, za šolske otroke je še posebno težavno, ker nimajo besedila. Se pravi, kako se po slovensko reče ekvacion, enačba. Se pravi, teh tehničnih besed, ker pač v slovenski šoli se ne učijo matematike, fizike, geologije ali karkoli, to se pravi tega veliko bolj tehničnih izrazov imeli, čeprav so imeli pojma, ampak jih niso znali iz španščine v slovenščino prevesti in to se jim je poznalo. Smo pa zato, ker smo to že tudi z začetka videli, smo vedeli, da na južni polobli je pouk od marca do novembra. To se pravi, da je razmik med enim in letom. Mi smo se tako preselili, da sta ona eno akademsko leto končala v Argentini, smo imeli pa nekaj daljše počitnice in ko se je šola že začela v Buenos Airesu, so se mi preselili v Slovenijo. In sta šla kot slušatelja v tisto šolo, ko bosta hodila, ampak še v tisti razred, ki sta ona že imela končan in odobren, da sta spoznala skupino, ampak sta bila samo kot slušatelja. April, maj, juni. Pati so imeli počitnice, ker so imeli še svoje te dodatne tečaje, za slovenščino posebno. In pati šele septembra sta spet uradno začela šolo, to se pravi. Si želela, da je čim manj stresno. Kar so vedela, da je to njihov, to se pravi, ona sta v tem smislu imela veliko bolj stresno preizkušnjo kot midva. To se pravi, jezik sva že imela, posel sva že imela, spet ni bilo treba iskati službe. In sva, ni bilo to hudo. Zdaj ne pa, da bo res nek velik izziv in sta ga zelo dobro prestala. Gotovo sta imela prvo leto dodatne ure slovenščine, dodatne profesorje doma, učitelje, da so prvo leto posebej za sina v gimnaziji, že drugo leto v gimnaziji. Prvo leto je bilo težko, ampak je speljal s popravnimi izpiti in vse, ampak je speljal in zadnje leto je bil že odličnak in pa je naprej študiral v univerzo, da prvo eno leto informatike, pa mu ni bil všeč in se preselil na filozofijo. Končal filozofijo, naredil še študij družinskih studijev na teološki fakulteti, torej družinsko terapijo. In zdaj si pa poročil Slovakinjo, ki je spoznal tukaj v Ljubljani in tam imava najno prvo vnukinjo na Slovaškem. In to je tisto, kar sem hotel povedati, zdaj se pa spomnim. Ko smo bili prvkrat prišli v Želimlje, rektor gimnazije je bil tudi pisal v Salezijanski vestnik, mislim, da se vestnik imenuje, ta revija Salezijanska, in naredil je intervju. Smo se pogovarjali ravno o teh stvarih in jaz sem takrat nekam tako to tezo, mislim, da ravno to vprašanje, kako se čutil, če smo se vrnili ali če prihajamo, ali zakaj prihajamo. Jaz sem zdaj malo hecal, da se mi zdela, da zdaj čutim to, da sva bila midva rojena v Argentini, da to neka napaka zgodovine, ki je bilo treba popraviti. In da se veselim tega, da moji starši so bili še rojeni v Sloveniji, midva so bila rojena v Argentini, naši potomci, prav sin in hčerka sta bila rojena v Argentini, ampak upam, da bodo naši vnuki rojeni v Sloveniji in to je tam zapisano. In tam je videl, kako se me Bog pol štrafil, kot je moja stara mama, zato ker je zdaj vnukinja na Slovaškem rojena. Ampak dobro, še zmeraj je Evropa, to se pravi, da je fajn. Ko sta prihajala sem, sta mogoče pričakovala kakšna navodila ali pa pomoč od slovenske države, ali sta kaj dobila, ali sta si mogla kar sama pomagati, ni bilo neke institucije, kamor bi se lahko obrnila, pa bi rekla, rabimo te dokumente, tole morate urediti, priskrbeli vam bomo, ne vem, ali pa poskrbeli za službo, za karkoli tega, sta si to vse sama uredila. Ne, moram reči, da so to sama uredila in tam je bilo sicer veliko pomoč to društvo Slovenija v svetu, ker ni država, ampak je saj društvo, ker država nekaj podpira, čeprav vem. In oni smo tudi to previdnost imeli, da sem leta 2008 ta prvi jaz potoval sam, prišel v Ljubljano in sem ravno preko Slovenije svetu, Gregorja Batagena in gospoda Kocmurja.
Vse te zadeve so nam pravzaprav, Ana sta nam ona dva že prej, Boštjan kot Smur in Gregor sta nam že prej povedala. In zapravo res nisem potreboval nobene posebne podpore, zapravo s poslom sem že prišel, ker je bila tudi druga najina prednost, da sva imela posel preko neke mednarodne firme, ker lahko seliš iz države in pač smo še naprej dobivali prihodke iz Argentine, to se pravi, da so najtežje, kar je bilo, da smo morali ta dobro dobiti stalno prebivališče, da se upisati tam na FURS in odpreti SP, to je bilo. Ampak ne, tudi če je bilo veliko lažje takrat v Sloveniji, kot pa v Argentini, bi rekel, ker je bilo veliko bolj upeljano, vse veliko manj birokracije in še tisto, kar smo... So se prav čudili, da je lahko hitro. Napravno enoto, številko, 1 minuto čakanja, je bila 1 minuta kar naprej. Tako, v Argentini stojiš 3 ure v eni vrsti, da ti dajo en papirček, da ti pošljajo v drugo pisarno. In šele takrat ti dajo en termin, na primer. To so tam vrste 3 ure, 4 ure, to je normalno, čakanje. Takrat je bilo tako. Ja, moram reči, da je nisva dobila kakšne posebne pomoči, tudi nisva iskala. So imela to srečo, da je nisva potrebovala, vem pa za druge osebe, se pravi naše te skupine argentinskih Slovencev, ki so se vrnili v Slovenijo, ki bi jim prav prišla v tem smislu, vidim, da bi bilo dobro. Zdaj se nekaj počas premika v tem smislu. Moj mlajši brat je že dobil malo več podpore, ampak vsakakor je še v teh časih, ker toliko govorimo o migrantih, o migraciji iz drugih okolij in drugih kultur in drugih verstva, da to spravi, če Slovenija res potrebuje svežo kri, izobražence, zdravnike, kot moj mlajši brat in nasplošno, če potrebuje, da bi se ljudje priseljevali ali prišli nazaj v Slovenijo, da bi lahko več država naredila to, da se te ljudi, ki imajo še slovenske korenine, vrnili, ker se pač veliko lažje vklopijo v kulturo, v ekonomijo, v vsakdanje življenje. To je tudi nekaj, kar so nas ljudje spraševali. Nismo imeli nikoli nobenega, kako bi rekel, negativnega odnosa na spraševanje. Kar je bilo največ, so bili ljudje začudeni, kako govorite slovensko, to je glavno in to hoče reči pozitivno, začudeni so nam šteli v prid. Tudi kamorkoli sva šla, kamorkoli sva prišla, so nas objeli, jokali vsi in tako. Čutiš, da je tudi ena bolečina pri njih, ni samo tisti, ki so trpeli. Tukaj imamo veliko ljudi, veliko znancev, tudi, ki nimajo posebno vero ali druge, to iz drugega, kako se reče, političnega stanja, ampak midva nisva tako prišla, sva prišla kot človek, in z vsemi smo imeli tak odnos, osebni odnos, ker vsi imamo dobro in slavo, in je težko to tudi za naprej, za nazaj, midva se rekla, če bova to skušala, kakor se le da popraviti, in res sva se zelo fajn počutila, sprejeta, in kakor smo se mogli, smo se objeli, pa pozdravljali, pa ta občutek je lep tudi. Zelo, zelo fajn sva se počutila. Koliko ohranjate stike z prijatelji, sorodniki iz Argentine? Ja, sami tako, na WhatsApp je lažje, Ja, zdaj s tem WhatsAppom je raznimi Zoomi in to je veliko lažje. To je pa spet odvisno, da pa one mogoče več navezane na doživo ali navajene bolj redno klicanje, jaz v tem smislu sem drugačen, manj, ampak moram pa to reči, da moja družina zdaj skoraj že vsa tukaj, to se pravi, razen enega brata, to se pravi srednji brat je še v Buenos Airesu, mlajši brat je tukaj v Sloveniji, moja mama se je še leto pred mojim mlajšim bratom tudi preselila tukaj v Slovenijo, nekaj časa je bila z nami, zdaj živi z mlajšim bratom, to se pravi, da jaz imam v Buenos Airesu samo še enega brata, ena teta, ki je že stric, ki sta tudi že umrla,
potem imam kakšne sestrične, ker nismo bili tako skupaj. In še edina teta, ki še živi, ima tudi eno hčerko, ki se je tudi priselila nazaj v Slovenijo. Zdaj sem tudi sestrična, ki se je priselila nazaj v Slovenijo s celo družino, tudi z možem in 3 otroki. To se pravi, da bili pa doma skoraj več družine tukaj, kot pa koliko je ostalo v Argentini, vsaj te ožje družine. Njena družina je veliko bolj številna in je pri njej pa ravno obratno. Večina so tam. Vsi bratje, sestre so tam. Tukaj imamo par nečakov, nekateri so prišli pa nazaj. Zanimivo, ker starejši bratje in sestre, 5 jih je, in so prišli na obisk v Slovenijo in ker oni boljše govorijo, drugo izkušnjo imajo, sem mislila, da bi oni prej ostali, kot pa jaz, ne? Ampak so vsi prišli na obisk in ne bi ostali, samo na obisk. Ampak imamo, stike imamo. Koliko pa v vama živi te argentinske kulture, temperamenta, a pogrešate recimo te stvari? Ker priješ sem, veš, da nekaj dobiš, nekaj izgubiš. In če priješ tako glavom, pa je to. To je že odločeno. To se ne bo vrnilo. Izbira je ena ali druga in sva izbrala. To sicer ne bo lepo zvenilo, ampak jaz bom rekel, čisto nič ne pogreša. Ne zaradi tega, da bo rekel, sovražim Argentino, ker tega tazga, ampak ne. To je težko, tudi v tej skupini argentinskih Slovencev nismo vsi enaki. So tudi moji ti sorodniki, moj mlajši brat, na primer, bo povedal, da je, vsaj mislim, da bo to rekel, da je pol pa pol, da je še veliko Argentincev v njem. Ja, bili pred zadnji, ko so se pogovarjali z njim, na tekma odbojke, bila Argentina-Slovenija, tukaj v Ljubljani. In je šel navijati on in je mislil, da bo navijal za Slovenijo, ampak je pa končal navijal za Argentino, ki je tudi zmagala, takrat sem povedal, da sem uredil. Hočem reči, da ti privredniki, ki niti ne veš, če bo ali ne bo, in to se pravi. Ampak, ne, tisti, ki se preselimo nazaj v Slovenijo, mislim, da to naredimo tako s tolikim namenom, da vemo, kaj se bo zgodilo in kaj se bo pridobilo. Večkrat okolje, kaj tazga pogrešaš ljudi, prijatelje, sorodnike, ampak tukaj si pa ustvariš novo. To sigurno, ampak kar se poročiš, se ne moreš z vsemi. Enega izbereš, druge pa pustiš. Tako je isto. Jaz nisem nikoli posebej Argentinca počutil, tudi v Argentini so mi pravili, da zgledam bolj tako evropejski. Zato ga so me stare starše tako vzgojile, veliko, ne vem. Ali pa pač taka, ne vem, narava samo, ne, ampak sem se veliko lažje vključil v slovensko družbo. Če gledava nazaj, jaz bi priporočala za vse Argentince, da bi prišli na Primorsko direkt živeti. Jaz bi tam ustvarjala en dom. Ja, blizu na Primorskem, eno lepo veliko hišo, stavbo, pa imaš sobo ali stanovanje na razpolago za mlade, ne? Pa pridejo, imajo leto že najem poskrbljen in sigurno bi se boljše počutil. Ker Ljubljana je pa en brok, ne? Mi smo vsi v Argentini, v Buenos Airesu, na pol Primorci. Zato, ker Argentina je 80% potomca Italijanov. In moja najboljša prijateljica je potomka Italijanov, govorijo italijansko doma, ne, mamma mia, pa vse te stvari. In nam je blizu Italija. In jaz bi rekla, da to bi bilo zelo pametno. Zelo pametno. Zaradi klime, zaradi okolje, zaradi vzdušja, tam bolj pijejo, mecavo, se berejo. V tem smislu je bolj res. In namesto, da je polno tujcev iz drugih krajev, zakaj ne bi bili potomci Argentincev tam, ne polno. Država plačuje vsem, pa so iz drugih narodov, mi pa imamo naše, pa bi lahko imeli polno tam naših. Ja, ko to napravi Buenos Aires, je več milijonsko mesto, originalno so ga Španci ustanovili, ampak po drugi, še pred drugo, med prvo in drugo svetovno vojno, glavni val imigrantov je bil italijanski. Buenos Aires je zelo italijansko mesto po ljudeh in navadah. In mi smo živeli tam
v nekem dvojnem svetu, Slovenija doma in na domovih in na prireditvah in pa tudi po Nasajrisu, ki je že skoraj italijanski. In to dvojezičnost, bi rekel, dvokultura, ko prideš tukaj na Primorsko, je spet srečaš, da narobe, ne, imaš Slovenijo in Italijo, ampak so zelo mešane kulture, ne, in navade in se spet nekako doma počutiš, kot je bilo v Buenos Airesu. Je res tako počutek in čeprav na eni družini niso. In večina teh ljudi, ki so bili v Buenos Airesu, niso bili iz Primorske, večinoma so bili Dolenci, srednja Slovenija, Ljubljančani in to, pa tudi Gorenci, pa tudi Štajerski in Primorci čisto na koncu. Se pravi, Primorci so bili bolj v Buenos Airesu eno generacijo pred drugo svetovno vojno. So imeli svoje klube, so imeli svoje institucije, ampak se niso mešali z našo, zato ker je bilo pač razprtije glede vojne. Oni so bili za Jugoslavijo, mislim, tedajno Jugoslavijo, naša povojna skupnost pa ni hotela o tem nič slišati. In tudi niso bili več toliko zavedni, kot spet ena generacija več. Oni so se bolj prilagodili okolju. Naša slovenska skupnost je bila pa precej bolj trdoživa v tem smislu. Ampak res, se pravi, oba se čutijo veliko bolj doma na Primorskem, kot pa v Ljubljani. Čeprav je mama rojena tam sred Ljubljane, stari oče se je poročil na Frančiškanih, živela sta v Ljubljani vse, ampak pač na Primorska bolj leži. Ja, samo še to, da so vedno govorili otrokom, da ne gledate na Slovenijo kot vrata v Evropo. Kar za Južnoameričane je zelo važno, da slovensko državljanstvo ti odpira možnosti, ne samo v Sloveniji, ampak v celi Evropski uniji. Takrat smo o tem govorili, da še Anglija noter. Sem pravil mojemu sinu, glej, začni naredi del študija v Sloveniji, pa ti lahko greš na magisterije, na doktorat v Anglijo, tam takrat neki v Oxfordu sajno, ki je filozofijo študiral, ali tako, ali kamor se ti zdi. To se pravi, to je priložnost, ki nam ta dvojno državljanstvo daje, ne samo Slovenija, ampak Slovenija kot vrata v Evropsko unijo. Z predsejšnjimi, rekel, več možnosti, kot pa če bi šel v Argentinc, hotel študirati kjerkoli v Nemčiji, ali Angliji, ali Italiji, ali kjerkoli drugje v Evropi. Se pravi, fizičnih možnostih, vse. To jih privlači in pol tisti, ki ima razloge, da bi prišel v Slovenijo, bo prišel. Ampak včasih pride samo v Slovenijo, Slovenija je premajhna. Če je država 50 milijonov prebivalcev, imaš vsega, kar si želiš. In prideš sem, je malo šok, to je pa ena majhna vasica, cela država. In nekateri pa obupajo zaradi tega. Če pa govoriš o Evropi in medtem se pa navadijo, pa vidijo plusi, pa ostanejo. Mislim, da je tem mladim, vsaj tistim, ki končajo srednješolski tečaj, pa pridejo vsako leto tukaj v Slovenijo na izlet, če bi jim točno predstavili te možnosti, ki imajo. In posebej še ta program ASEF, in če bi še kakšen podoben državni program bil, to bi bilo izredno zanimivo zanje iz dveh vidikov. Prvič to, da lahko študirajo tukaj in pa tukaj uporabijo Erasmus, ali se preselijo kakorkoli in imajo odprto celo Evropo za kariero naprej, če želijo. In tudi drugo, tudi če se želijo vrniti pa tukaj v Argentino, da imajo to ključno prednost, da so študirali v inozemstvu. To mladi ljudje tega mislijo, da se bom tukaj v Buenos Airesu študiril, pa bo. Ampak jaz kot, ko sem bil na drugi strani mize, recimo, in študiraš te kurikulum vitae teh mladih profesionalcev, veš, kakšno prednost ima tisti, ki lahko reče, jaz sem pa naredil, sem arhitekt, ampak sem 2 leti študiral v Evropi, 4 leta pa tukaj bočal. To je za ene ključna prednost, ki jim da vizijo in da boljšo izobrazbo, tudi boljšo razgledanost in več možnosti za boljšo službo. Tudi če pridejo nazaj v Argentino, bodo imeli več možnosti za boljšo službo, zato ker so študirali v inozemstvu. In slovensko državljanstvo jim lahko to
omogoči na veliko lažji način, kot pa katerikoli drugih možnosti, ki jih ni toliko več. Ne. In ta generacija zdaj približno zadnja, ker ima, po mojem, še toliko slovenstva v sebi, jezika in nasplošno, ko bi rekel, imamo stika. Ne. Še eno vprašanje. Da bi še to lahko izrabili. Ker zdaj naslednje generacije so že zmeraj manj slovenske v smislu državljanstva, to se pravi, veliko več ljudi se poroča z neslovenci, ne, in potem, če je samo en staršev državljan, je že precej težji pridobiti državljanstvo in tudi ni več tako, kako bi rekel, zanimivo. Ne. Ker so ta generacija, ki so pretežna večina še oba starša Slovenca in pač avtomatično pripada državljanstvu. Še eno vprašanje bi imela. Imate kaj v pogledu to, koliko se pa med skupnostjo v Argentini, med slovensko skupnostjo, med seboj pogovarjajo o tem, da bi se vračala? Je kaj govora o tem, ali je to bolj pobuda posameznikov? Zdaj nas ni 15 let, ne, Nimate več. Niso vsak dan tam. Ampak verjetno ne govorijo dovolj, če ne bi bilo več. To je. Mislim, tudi isto bi rekel, ne so 15 let, 16 naj ni težko rečeš, ker sami do se ni veliko govorilo. Zdaj se mi zdi, da še manj, ravno nasprotno, to se pravi, kako bi rekel, argentinski skupnosti, slovenski skupnosti v Argentini zdaj bije boj za preživetje, ne samo proti okolju, ampak samo v sebi, ne, zato kot sem rekel, da ta slovenska kri se redči, ne, so že veliko več mešanih zakonov, veliko mlajše generacije, ki že ne govorijo več slovensko ali ne razumejo, ne čutijo po slovensko. In tiste, ki še čutijo slovensko, jih slovenska skupnost v Argentini hoče pridržati, ne, da bi jih poslala v Slovenijo nazaj. Se pravi, za nasprotno, to se pravi, naši te ljudje, ki še vodijo to skupnost, za vsakega od nas, ki se preseli nazaj v Slovenijo, rečejo, kakšna škoda. Smo zgubili nekoga. Zato je pač osebna odločitev. Oni ogromno delajo za to, da vzdržujejo to, kar imajo. In v tem smislu, nam rekel, da vsi, kakšni več, kakšni manj, mi ga niso dobro angažirali. Imamo, na primer, teh, ki so se zdaj lansko leto predlani, bilo več, ki so bili, tudi moja sestrična, moj brat, Marcela, ki se je v Burulovi, ki so se z njim, to so bili močno angažirani v slovenski skupnosti, bolj kot mi dva. In so se odločili vsak iz svojih razlogov, mi smo nakoli, jaz nisem nakoli mojega brata prepričeval, da nasprotno, smo že nekaj govorili o tem že dolgo časa, ne, vsak svoje pot naredil, sam se je odločil in tudi drugih veliko se jih je odločilo, takih, ki so, in mogoče prav to je razlog, ne, čim bolj se čutijo slovenstva, čutijo to slovensko bitnost, lažje in bolj mamljivo se zdi preseliti se v Slovenijo nazaj. In glih to je največja izguba za slovensko skupnost v Argentini, ker izgubajo tiste ključne ljudi, ki to stvar še vozijo, porivajo naprej. Ampak mi govorimo, da se bi vrnili, ampak če se vrnijo, nekateri morajo tudi jeti, kaj. Razumete, to mora biti en val. Zato, ker generacija stari oče, kaj je pisal, oni so imeli polno duhovnikov. Zdaj imamo enega v Argentini, žalostno. Kako bomo imeli skupnost, pa vzdušje, pa to, če nimajo vide, originalne vide. Mi smo tako sposojeni, ne? Ampak iz Slovenije originalne vide. Več duhovnikov, več petja, od Slovenci, ki grejo, eno leto grejo na misijone v Afriko, pa bi lahko šli misionari 3 leta. Ja, veliko tako. Tudi, če ne grejo z veseljem, ne grejo misionariti. Ja, več 3 leta, namesto da narediš 6 let, da se učiš za duhovnika, uči se 4, 2 leti pa je delati. Več podpore. Zavihaj si rokavi in harmoniko, pa musko, pa bi skupnost tudi pridobila. Zakaj mora skupnost samo dati iz Argentine in nikoli ne pridobiti? To je tudi malo sebično. Pol pa sami umiramo, če tudi ne damo malo. Malo je treba investirati.
To so to drugi faktori, zapravo pomanjkanje duhovnikov. Kaj bi lahko še Slovenija poslala, duhovnike, športnike, ker pride še vrhunski slovenski športnik, to je zato, ker so otroci se že v slovenskih domovih se pretežno zbidajo zaradi družabnega življenja in tem spada šport. Veliko športa ali glasba, ker pride še slovenski glasbenik, ki jih prav argentinski Slovenci jih angažiramo in plačamo, da pridejo, ker če bi plačali, pojejo kjerkoli, ampak so taki ljudje, ki res spomnim. Je bil ta Aleksandr Mežek, na primer. Ampak bi lahko šli pa tudi naredili tečaje, ne samo, da bi šli pa se izkazali. Imaš tudi 3 ure tečaje na teden. Imamo zdaj sicer lektorat slovenskega jezika na Buenos-Aireški univerzi, ampak je tako zelo omejeno delovanje. Ampak mora biti bolj zabavno tudi. Jaz ne bi šla se učiti, ampak zabavati, ja, to je. Ja, to je, ja. Da privabiš, da okužiš. Da so resne stvari, tako močne, ne take kar nekaj. In tudi je treba vedeti, da je bilo, ne vem, veliko težko vedeti, če tretjina ali polovica, ampak nek znaten del tega, teh argentinskih Slovencev, ki smo se preselili nazaj, se boste vi tudi videli v drugih pogovorih, je zaradi ekonomije, zaradi slabšanja razmer še najbolj v Venezueli, drugo najbolj v Argentini. To niso ljudje, ki bi prišli sem zaradi slovenstva, ampak s trebuhom za kruhom. In pridejo v Slovenijo, ker sem spet rekel, imajo boljše možnosti, ker so državljani, ker imajo že jezik, ker imajo mogoče že kakšnega znanca. To je treba izkoristiti. In to je treba izkoristiti. To ne bo dolgo. To je čisto razumljivo in so pridni ljudje, ki pridejo tukaj, dobijo službo takoj in se vključijo takoj in tudi pomagajo stiki med slovenskimi podjetniki in argentinski Slovenci, ki imajo tudi svoje podjetje. In to je tudi ena ideja, ki se je uresničila, da imamo zdaj zbornico, argentinsko-slovensko zbornico v Argentini. Gospodarsko zbornico, ja. To je še prejšnje, mislim, da pod Janševo vlado je konzulat to idejo speljal in zdaj je nastalna gospodarska zbornica, ki gleda na to, da se izmenjujejo podatki med podjetniki, ampak tudi tam se da še veliko narediti, da bi lažje vsi ti argentinski Slovenci vključili v slovenska podjetja in morda obratno, da bi slovenska podjetja dobila pomoč, ne vem, surovine, da bi izvečali ekonomski izmenjavo. To je tudi še veliko in se da veliko narediti, ker tam najbolj rekel, da vsi, ampak ti argentinski Slovenci so bili izjemno pridni, so ustvarili ogromno podjetij in je še veliko za priložnosti za to.